Spoštovane gledalke in gledalci, na Megafon TV nadaljujemo s predstavitvijo kandidatov v oddaji Lokalne volitve 2022 in danes je z nami Jadranka Šturm Kocjan, kandidatka Socialnih demokratov za županjo Mestne občine Koper. Jadranka, lepo pozdravljena. Ja, lep dober večer vsem gledalkam in gledalcem in hvala za povabilo. Preden začneva najin pogovor, mogoče dolgujeva gledalkam in gledalcem eno pojasnilo. Preden sem vstopila v studio, sva se dogovorila, da se bova tikala, ker se poznava že veliko let. Nazadnje si bila tudi moja profesorica psihologije, to je bilo daljnega leta. No, res je in me veseli, da sva zdaj v drugačnih vlogah srečava. Tako, dobrodošlo v vsakem primeru. Že leta 1997 si se pomirila na županskih volitvah s takratno kandidatko Ireno Fister. In če se ne motim, je bila Irena Fister tudi edina kandidatka oziroma edina županja te občine v novejši zgodovini mesta. Se spomniš teh trenutkov? Res je, seveda se spomnim, res je. Takrat sem prišla v drugi krog, ampak moram pa povedati, da je bila takrat udeležba zelo nizka in da je bilo skoraj 13% neveljavnih glasovnic, kar je bilo zelo nenavadno in imam tako en slab spomin na te volitve. Razumem. Ja. Torej, bila si profesorica psihologije in pedagogike, učila na gimnaziji Koper, takrat se je imenovala Srednja naravoslovna in pedagoška šola, se mi zdi. Potem tudi na Srednji ekonomski in družboslovni šoli v Kopru. Nekaj časa, torej pred izvolitvijo v prvi državni zbor Samostojne Republike Slovenije leta 1992, torej si bila tudi kratek čas ravnateljica Koprske gimnazije. Ja, tako. Ja. Kakšna je bila ta izkušnja v državnem zboru oziroma ali je težko biti ženska v politiki? Biti ženska je težko marsikje, ne samo v politiki. V politiki morda še posebej, ker je bilo to dolgo časa res domena moških. No, zadnje desetletja pa se vseeno stvari spreminjajo. Tudi kvote, ki zahtevajo, bom rekla, enakomerno razporeditev moških in žensk na volilne listke, je pripomogla k temu, da se je več žensk odločilo in bilo tudi izvoljenih. Izkušnja parlamentarna je bila zelo, zelo dobra. Takrat je bilo zelo lepo v državnem zboru, predvsem iz tega vidika, da smo postavljali državo. To je bil prvi mandat, ko smo temelje novi državi postavili. Med nami ni bilo nobenega takega rivalstva, kot ga vidimo in čutimo sedaj. Torej, zelo smo se znali poenotiti ob pomembnih nacionalnih zadevah in ciljih. Tako da imam na to obdobje zelo lepe spomine. Danes, ko gledam državni zbor, vidim, da se je res zelo, zelo spremenilo. In mi je žal, da politika, ki bi morala biti odločilna pri povezovanju in pri utrjevanju narodnostne pripadnosti, večkrat razdvaja. Torej, bila si en mandat, ne? En mandat, ja. Torej, tam nekje do leta 1996. Do 96, ja, potem sem šla pa. Potem si šla pa v diplomacijo, zaposlila si se torej na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, ne? Bila konzulka v Trstu. Generalna konzulka v Trstu. Tako, potem te je podpeljala v Beograd. V Beograd, kjer si bila namestnica veleposlanika, pa skoraj 2 leti tudi odpravnica poslov. To pomeni, da če država nima veleposlanika v eni državi, opravlja to funkcijo odpravnik poslov, kot se temu reče. No, in tudi to sem opravljala skoraj 2 leti. 5 let sem bila v Beogradu, no, potem sem šla pa v Bukarešto, v Romunijo, kjer sem bila prva slovenska veleposlanica. In zaključila sem pa svoje diplomatsko delo v Latinski Ameriki, torej v Argentini, od koder sem pokrivala potem še Čile, Peru, Paragvaj in Urugvaj, tako rekoč polovico Latinske Amerike. Če se vrnem samo na beograjsko obdobje, takrat si bila tudi priča enemu neljubemu dogodku. Šlo je za eno od prvih priznanj Kosova, če se ne motim, v strani Republike Slovenije, in ste doživeli napad demonstrantov na vašo rezidenco oziroma na veleposlaništvo v Pariški ulici nasproti Kalemegdana. In to je bila verjetno težka preizkušnja tudi osebna. Zelo težka izkušnja, ki je zelo zaznamovala odnose med državama.
To se zelo redko zgodi, ne. In da se je to nam zgodilo, ker smo ves čas mislili, da imamo zelo dobre, odlične odnose z Srbijo, tako kot jih imamo z vsemi bivšimi republikami Jugoslavije, je bilo to res nepričakovano in mislim, da, kolikor vem, nismo še dočakali opravičila. Torej, kasneje te je pot peljala v Južno Ameriko, ne? Tam si, kot si povedala, imela ingerenco, se temu tako reče, jurisdikcijo nad 5 državami. Ja. Torej, v svojem življenjepisu poudarjaš tvoje delo veleposlanice, predvsem skozi diplomatsko oziroma kulturno diplomacijo, kot si zapisala, ne. Torej, ti si bila vedno zelo naklonjena temu, ne. Veliko umetnikov, inštitucij in tako dalje s tvojim posredovanjem oziroma na tvoje povabilo prišlo na obisk, ne. Jaz sem takrat delal tudi v gledališču v Kopru in se spomnim te čudovite izkušnje, ko smo bili tvoji gosti v Bukarešti, torej v glavnem mestu Romunije, in si nam organizirala nastop, otroško predstavo za otroke veleposlanikov oziroma drugih konzularnih predstavnikov v glavnem mestu in tudi v kraju Đurđu, na meji z Bolgarijo, ne, tako da je šlo za eno čudovito izkušnjo, ne, ampak s tem si nadaljevala tudi na drugi strani oceana. Ne. Ja, tudi. Torej, mene je vedno zanimala in velik poudarek sem dala na promociji Slovenije. In ker sem bila v državah, kjer nismo imeli tako, bom rekla, močnih gospodarskih stikov, se mi je zdelo pomembno, da krepimo kulturne stike, kulturno diplomacijo. V Latinski Ameriki, pa tudi v Beogradu in v Trstu, pa še posebej zato, ker je tam močna slovenska skupnost, ki si zasluži, da pridejo gostovat pomembni, znani umetniki iz njihove domovine. Tako da res rdečo nit teh mojih kulturnih prizadevanj je pa predstavljal Boris Pahor. On je bil povsod prisoten, razen v Argentini. Tja si je sicer zelo želel tudi priti, ampak imel je že 100 let in zdravnica ni bila najbolj navdušena nad tem, da bi potoval tako daleč. Tako da sva bila oba malo obžalovala, da nama ni to uspelo. Smo pa prevedli njegovo nekropolo tako v romunski jezik kot v srbski jezik. In ta prevod v srbski jezik je bil pravzaprav edini prevod v nek slovanski jezik, poleg slovenščine, seveda, v kateri je napisana. Zanimivo je, da je Boris Pahor napisal tudi zelo simpatičen uvod v prevod Martina Krpana, ki smo ga prevedli v kastilščino, to je pač jezik, španski jezik, ki se govori v Argentini. In je, bom rekla, vedno naredil izjemen vtis povsod, kot tudi Drago Jančar. Tudi njegove knjige smo prevajali. Dva Koprčana si gostila, ne? Gostila sem dva Koprčana, Gašperja Maleja, našega pesnika na Mednarodnem festivalu poezije, in našo slikarko, arhitektko Majdo Skrinar. Ja. Tako da lepi spomini, pa seveda najbolj sem ponosna na organizacijo koncerta Dubravke Tomšič Srebotnjak, naše odlične pianistke, katera je imela 75 let kariere, takrat, ko je prišla v Buenos Aires, ampak nikoli še ni nastopala v Latinski Ameriki. Tako da je bila tudi to njena velika želja, torej ona je nastopala na vseh največjih koncertnih odrih sveta, ne, ampak nikoli pa v Latinski Ameriki, in nastop v Colonu, to je največje gledališče Latinske Amerike, je bil res nekaj posebnega. 2000 ljudi, ki je poslušalo 1 uro in pol njen recital. V svoji biografiji si zapisala, da si se rodila v Postojni, da so te starši nagradili s tem čudovitim imenom Jadranka in ti na nek način energijo morja prilepili za popotnico. Torej, 4 leti si se preselila v Koper, no, in če zdaj odpremo s Koprom, katere so ključne točke tvojega volilnega programa?
Ja. Torej, tudi odločitev za mojo kandidaturo je povezana s tem, da poskušam Kopru dati nekaj, kar sem v vseh teh svojih profesionalnih letih pridobila, si nabrala, videla, slišala in se mi zdi prav, da okolju vrnem in da tudi mogoče prestavim v višjo prestavo, da rečem tako, razvoj Mestne občine Koper. Jaz sem kot socialna demokratka zavezana ljudem, skupnosti. Želim si v svojem programu izpeljati stvari, ki krepijo skupnost. Mi smo tudi zdaj v času covida zelo zrahljali te socialne odnose, veliko je tudi duševnih težav, zato ker je bilo onemogočeno druženje. Zato sem postavila v program naslednjih nekaj točk, če omenim. Seveda skrb za starejše, otroke, mlade, pa predvsem ljudi, ki imajo ali gibalne, ali čustvene, ali pa socialne težave. Rada bi postavila recimo negovalno bolnico s hospikom, tega nimamo. Onkološki oddelek, preveč ljudi se iz Kopra vsak dan vozi na zdravljenje v Ljubljano in se mi zdi, da je to nedopustno, da se bolan človek poleg vsega napora, terapij še vozi tako daleč. Hiperbarična komora, ki je tudi ena terapija, ki jo mnogi ljudje potrebujejo, zlasti sladkorni bolniki, da jim ohranja neko vitalnost in moč. To bi vse lahko že imeli, ne. Potem imamo v programu 100 javnih najemnih stanovanj. Stanovanjska problematika je zelo pereča. Si pa bi želela izpeljati en projekt, en pilotni projekt, ki me je navdušil, in to je stanovanjska soseska z tako imenovanim nizkim vodnim odtisom. Ne, o tem se ne govori, mi govorimo samo o ogljičevem odtisu. Marsikdo niti ne ve, kaj je vodni odtis. To namreč pomeni, da se organizirajo gospodarske, družbene dejavnosti, življenje na način, da se porabi čim manj vode na prebivalca, ne. In obstajajo take soseske, kjer se to lahko tako organizira. Kako izgleda to v praksi, recimo? To izgleda v praksi tako, da je to pač stanovanje, ki je narejeno ponavadi po najnovejših gradbenih materialih, ki so čim bolj ekološki, in prebivalci te soseske si po potrebi delijo skupne prostore, recimo kuhinjo, imajo skupen vrt, ki ga skupaj obdelujejo, prostore, kjer se družijo. Namreč to mi je všeč zato, ker takšen način bivanja, medgeneracijski, ne, povezuje skupnost, krepi solidarnost, krepi pomoč med ljudmi, ne, in utrjuje te medsebojne vezi in odnose, ne. Tako da to bi se mi zdelo, v Sloveniji takega projekta nimamo in bi ga z veseljem umestila v Mestno občino Koper. Mislim, da bi bila to velika dodana vrednost temu okolju. In sploh težiti moramo k temu, nam primanjkuje vode. Mislim, suše bo verjetno vedno več. Mi se moramo organizirati drugače. Mi ne varčujemo z vodo. Jaz sem opozarjala že na svojem Facebooku, da kako je mogoče, da na vseh kopališčih v Kopru teče voda, ne da bi kdo 20 centov plačal za to. Vsak je šel mimo, jaz sem gledala otroke, vsak je pritisnil ali pa odrasli. So prišli z morja pa tuš, pa v morje pa tuš. Neracionalno poraba vode. To je, mi moramo, torej sploh zagotovitev stabilnega vodnega vira je osnova vsemu razvoju Mestne občine Koper, da ne govorim sploh cele slovenske obale. Ali to, da je tvoja stranka v bistvu tudi v vladni koaliciji, ne, ali bo to olajšalo v bistvu sodelovanje z državo, ki pa mora poskrbeti ravno za vodni vir? Zagotovo. No, saj to sem želela še dodati, da zagotavljanje stabilnega vodnega vira je v popolni pristojnosti države. Ampak tudi župan ali pa županja je dolžna v imenu svojih občanov in občank, da ima stalen dialog in da izvrši neke vrste, bom rekla, stalno komunikacijo ali pa pritisk na to, da se vendar nekaj zgodi. To ni prvič, da se nam je zgodila tako rekoč skoraj redukcija vode. Jaz se spominjam, pred 50 leti, bom zdaj rekla, smo imeli redukcije vode, ko še ni bilo višinskega vodovoda, ki smo ga samo prispevkom gradili, ne? In je bila pomanjkanje vode, ampak ni bilo premika. Imamo kandidata, ki je bil 4 mandate župan,
pa ga to ni zanimalo. Ne? Pa tudi zdaj zadnja 4 leta ni bilo tukaj nekega premika. Tako da seveda dialog in vladna stranka, kot Socialni demokrati so, gotovo lahko pripomore. Potem se mi zdi zelo pomembno, ker je mestna občina Koper velika občina, zajema pač zgodovinsko mestno jedro in veliko podeželje, da se to poveže, da je ta simbioza med obema deloma večja, da se organizira boljši javni prevoz, mobilnost med ljudmi je treba izboljšati. Velik poudarek bi dala turizmu. Podeželje ima idealne pogoje za razvoj turizma, ampak seveda spet, treba je zagotoviti vodo, treba je zagotoviti primerno infrastrukturo. Ne? In nima infrastrukture take, ki bi omogočala, bom rekla zdaj, nek trajnostni turizem, kot ga mi želimo in ga imamo v državnem načrtu, turizem petih zvezdic, ne? Doživetveni turizem. Potem znotraj turizma bi krepila kulturno-zgodovinski turizem, ker imamo konec koncev prečudovito mesto, ki je polno ponudbe zanimive ponudbe za tujce. Športni turizem tudi, ne? Ampak spet potrebujemo neko večnamensko veliko dvorano, ki je tudi nimamo. Ne? Niti za kakšne večje koncerte nimamo v Kopru dvorane. Tako da načrtov je veliko, vsekakor si pa želim izkoristiti tudi obmejno lego, okrepiti čezmejne programe, črpati čim več evropskih sredstev za to, da se ti programi lahko izpeljejo. Imamo kohezijska sredstva evropska, imamo ozimske sporazume, ki nam omogočajo postavitev prostocarinske cone, ki je tudi še nismo odprli, pa jo Trst recimo ima, pa je 20 kilometrov stran. Ne, tukaj malo zaostajamo, se mi zdi. Ne? Ali pa Evropsko združenje za teritorialno povezovanje je recimo odlična podlaga za te projekte. Recimo Nova Gorica je počrpala v zadnjih 2 letih 11 milijonov iz tega. To je veliko denarja in se lahko veliko naredi. Ne? Samo je treba te stvari poznati, treba je malo pogledati čez občinske meje, ne? In potem najboljše prakse pač prinesti v svoje okolje. Čez občinske meje mogoče kot istočnica sodelovanja z sosednjimi občinami, ne, torej Ankaranom, mislim, da ni še dokončana delilna bilanca, torej tudi Koper meji tudi z občino Milje na koncu koncev, z občino Izola, ne, torej mogoče tvoj pogled na vsebine, ki bi se lahko umestile oziroma kakšne načrte imaš za bivšo obalno cesto, ki se je umaknila v tunel, ne, to pomeni sodelovanje z Izolo tudi na tem področju. Torej, obalna cesta je bila vnešena v nacionalni avtocestni program z mojim amandmajem leta 1994. Tako da od tega pa skoraj 30 let. Nič se ni zgodilo. Ne vem, kako je to mogoče, da se v 3 desetletjih ne naredi 26 kilometrov dvotirne železnice do Divača in kako da ni obalne ceste. Ne? Torej, mene zelo moti, da se samo delajo projekti za vodo, projekti za cesto. Ljudje mislijo, da s tem, če naročijo projekt, da so že problem rešili. Ne? In ogromno časa je šlo, ogromno denarja je šlo, milijoni in milijoni, zato da smo zdaj tam, kjer smo bili pred 3 desetletji. Ne? Obalna cesta je bila takrat sicer kot predlog začrtana, govorim, ko smo jo umestili v ta program, da bo šla od Markovca naprej proti Izoli, pa po tisti dolini dol mimo Strunjana, pa tunel, pa se tam priključila. Ampak vidim, da sedaj to ni več aktualno, da se zdaj najpogosteje omenja, da bi šla to od Škocjana, pa proti Šalari, pa potem to del Točmarjami. Zdaj, jaz moram reči, da nisem vseh teh predlogov natančno proučila. Vsekakor se pa zavzemam za to, da je cesta čim manj moteča prebivalcem, katerim preseka, bom rekla, to bivalno okolje, da je tudi ekološko sprejemljiva, zato seveda sem naklonjena tunelom, pa vgradnji, bom rekla, ceste, ne, da se ohranijo tudi kmetijske površine in izgled.
Je pa res, da kjerkoli bomo kaj naredili v slovenski Istri, povsod je prelepo, da bi se splačalo nekaj pokvariti, ne. Ampak če želimo nekaj imeti, bo pač treba tvegati tudi kakšen poseg tak, ki ni nam najbolj všeč. No, v mislih sem imel sicer tudi tale obmorski pas, oziroma bivšo traso Parencane med Koprom in Izolo, ne, ki kliče po novih vsebinah, oziroma kako ti vidiš mogoče to sodelovanje, ker tukaj je potrebno upoštevati tudi interese Izole, ne? Ne, se strinjam, no, saj je bila narejena, zdaj mislim, da 2 leti, mogoče pred 2 letoma, ena taka vprašali so, no, ljudi, kaj si želijo, in mislim, da je bilo čez 1000 različnih predlogov. Torej, najprej bi rekla, da ta elitni pas ne sme biti za elito in za kakšne elitne hotele in elitna prebivališča, ljudi, ki imajo denar, ampak mora biti namenjen ljudem, rekreaciji. Jaz bi tam postavila absolutno kakršenkoli promet, bi ga izločila. Všeč bi mi bilo, če bi bile recimo kakšen muzej na prostem, kakšne opazovalnice rib in ptičev, če bi bile možnosti kakršnekoli rekreacije povezane z morjem tudi. Je pa res, da mi te kratke obale, ki jo imamo, pa zdaj ne govorim samo Koper, Izola, ne, ampak te kratke obale nismo do zdaj niti še razdelili. Ne vemo, kaj bo namenjeno gospodarstvu, kaj bo namenjeno turizmu, kaj bo namenjeno zaščiti, ne. Tako da to tudi nas še čaka, ne. Potem bi uvedla... Torej sprejemanje OPN-ja verjetno, ne, tudi? Ja, o OPN-ju je spet drugo poglavje, da ni sprejet že 30 let, to je tudi nekaj nenavadnega, ne. Bi pa tudi uvedla javni morski promet, ne, javni ladijski promet do Pirana, ne vem, zakaj mi tega nimamo, ne. Torej, nekaj zasebne ponudbe je, ampak to vendar bi se lahko 3 občine zmenile, pa omogočile ljudem, da se izognejo cesti, pa se usedejo na ladjico in peljejo. Pa še 4., ne moramo Ankarana vključiti. Jaz se spominjam, ko sem bila otrok, ko smo se hodili kopati v Ankaran, je bila ladjica in smo šli lepo na ladjico in se peljali do Ankarana. In je bilo to nedeljski dogodek. Vedute Kopra si ne moremo predstavljati brez Luke Koper, torej brez našega pristanišča, ki je tudi okno v svet. Kako vidiš sodelovanje? Torej, seveda je to največje podjetje v državi, številna delovna mesta, zelo smo odvisni od pristanišča, ampak sobivanje pa ni vedno lahko, ne? Ja, sobivanje ni lahko, Luka je pač dejstvo in torej potreben je stalen dialog med občino in Luko. Luka mora v svoje dejavnosti organizirati tako, da bo uporabljala najvišje tehnološke pridobitve za to, da bo zmanjšan hrup, da bo zmanjšana osvetlitev in prah. Luka se ne more zadovoljiti z tem, da samo pogleda na merilno napravo, da je vse v redu, ne, ampak mora občina res z vidika zagotavljanja zdravja svojih prebivalcev res za to skrbeti. Zdaj vidim, da se premogovni terminal ponovno širi, ker seveda v tej energetski krizi je premog postal spet zanimiv energent, ne, in opažam, da je prahu več, ne, da ni dovolj zaščiteno to, mislim, premogovni terminal me izredno moti, sploh ne vem, zakaj ga imamo še v Kopru, ker je bilo rečeno, da je to samo začasna postavitev tega in da bo z našim vstopom v Evropsko unijo se to zmanjševalo. To vidim, da ne drži. Nisem za to, da se Luka pretirano širi, sem proti 3. pomolu, to sem bila aktivna že takrat, ko so bili Ankarančani zelo glasni. Mislim, da je treba organizirati dejavnosti Luke tako, da bo tovor čim prej speljan iz Kopra ven. Zato je ta dvotirna, ampak res poudarjam, dvotirna železniška proga nujna, no sicer zdaj se gradi končno, ne, upajmo, da bo zgrajena, pa tudi potem naprej komunikacija. Da čim krajši čas ostaja tovor tukaj, ne. Mislim, da je to lahko prednost Luke Koper. Je pa res, da je Luka tudi hkrati velik podpornik mnogim dejavnostim v občini in zato je treba se zahvaliti temu, ne, ker so res sponzorji
različnim dejavnostim, kulturnim, športnim, družbenim in tako naprej, ampak to sobivanje je treba prilagoditi ljudem, ki tu živijo. No, čas nas preganja, tako da mogoče še, kako vidiš ti na to telo posvetovalno, ali ne vem, kako mu je točno ime, Pika, torej štiri občine, torej Piran, Izola, Koper, Ankaran, ne, torej boš nadaljevala in boš spodbujala to zvrst sodelovanja tudi v prihodnje? Jaz spodbujam vsa sodelovanja, ki gredo v korist in dobrobit prebivalcem. To se mi zdi v redu. Mislim, da tudi včasih je bila obalna skupnost, ki je tudi lepo funkcionirala. Zdi se mi smiselno, da se nekatere dejavnosti povezujejo, da nimajo vse občine vseh stvari, vsaka zase, ampak se lahko združi, nekaj se je že, ne. Mislim, da se da še kaj narediti, da se racionalizira, poenostavlja postopke, ne. Sploh sem nagnjena k temu in zelo me moti, da so postopki predolgi, preveč zbirokratizirani. Tudi če bomo mi želeli privabiti ljudi v občino, morajo ti postopki potekati hitreje, kot potekajo, ne. Pa tudi javne službe, ne, ki delujejo v občini. Torej, v otroštvu si bila tudi baletka, so mi namignili. Zelo rada sem plesala in še vedno. Tako da mogoče, torej zadnje vprašanje, ti je žal, da nam ni uspelo z kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture? Ja, seveda mi je žal, ne. Mi je žal, ampak morda bo pa kakšna druga priložnost, tudi z evropskimi sredstvi, da se ta prostor kulturno na nek način promovira, izpostavi. Mislim, da je tukaj ogromno neke dobre energije in veliko idej, ki lahko svetijo daleč naokrog. Spoštovane gledalke in gledalci, bila je Jadranka Šturm-Kocjan z nami v studiu Megafon TV. Spremljajte nas še naprej na naslednjih predstavitvah in soočenjih. Hvala za pozornost. Hvala lepa.